V razstavi Vodni somrak, ligofilija, predstavljam opus 4 del. Zvočno nas obdaja kompozicija, ki je sestavljena iz podvodnih posnetkov iz Planinske jame, iz Rakovega Škocjana, kjer je velika gostota proteusov oziroma človeških ribic. In sem nekako hotela zaobjeti tudi ta neki njihov slišni svet, kajti njihov sluh je neverjeten, glede na to, da so pač temačne živali. Ostala dela, ki so še na razstavi, so video esej, ki govori predvsem o axolotlu kot živali, ki se je vzpostavil znotraj medicine kot en osnovnih modelnih organizmov regenerativne medicine, kakor tudi pač o njegovih tegobah v naravnem okolju, kjer je pač že pred izumrtjem. Kajti pač nastanjanje ob ogromnem mestu Mexico City, ki je več kot 25 milijonsko, in v rokavih in kanalih jezera Sočemilko, kjer živi, se zaradi onesnaženosti njegovo število v naravi zmanjšuje. Naslednji 2 deli, ki sta predstavljene tukaj na razstavi, sta še neotenični prebivalci teme. To sta te 2 kabineta. Slonijo konceptualno na podobi kabinet Curiosité, ki je bilo zelo uveljavljeno sredstvo komuniciranja različnih znanstvenih situacij v sredini 19. stoletja. Le-teh sta pač razstavljena 2 zgodbi. Ena je o človeški ribici Proteusu, od tega takrat, ko je bila prvič najdena v jamah, do tega, ko še ni bila razumljena, do tega, na kak način dandanes razumemo. Kakor tudi axolotl, in pri njem sem sledila isti logiki. Skratka, njuni vsebini sta povezane tako na kulturno situacijo živali v svojem lastnem okolju, kakor tudi v razumevanje nje v večjem mednarodnem smislu. Predvsem zaradi tega axolotl je recimo ena najbolj razširjenih živali znotraj regenerativne medicine za raziskovanje le-te in je modelni organizem v biologiji. Zaradi tega je tudi ogromno podatkov o njem in je bilo lažje ga najti informacije o njem. Recimo, veliko nekih raziskav, ki se dogaja na njem, se tudi lahko prenese na človeško ribico, kajti oba imata tole neoteničnost in to pomeni, da sta oba mladostnika tudi v svojem odraslem življenju, ko pač spolno dozorita in nikoli kot ostale dvoživke ne zapustita svojega vodnega habitata. Axolotl, njegovo okolje se zaradi vpliva človeka zmanjšuje in temu sledi pač tudi večje izumiranje. Ne glede na to, da v laboratorijih je v milijonskih številih, ampak to sta postala 2 različna organizma zdaj že, kajti od 1863, ko so jih prvič prinesli iz Mexico City v Evropo, v Jardin des Plantes v Pariz, do danes se je seveda pač generacijsko žival razvijala naprej. In se tudi pač vpliv je prisoten človeka. In pri človeški ribici je podobno. Pri človeški ribici pa predvsem jame oziroma dinarsko-kraški svet, v katerem živi, postaja vedno bolj onesnažen in zaradi tega tudi pač to vpliva na njeno prisotnost. V svojem naravnem okolju je pač en glavnih predatorjev, ampak ker se vpliv naš ljudi tako močno pozna pri njih, se tudi njihove vrste zmanjšujejo. Znotraj svojega dela, recimo predvsem serija Ligofilija je zelo gostobesedna. Govori pač o kulturnih vzorcih različnih nacij, govori o tem, kdaj žival postane nacionalni simbol in zakaj. Ampak istočasno pa tudi govori o tem, na kak način se naša skrb oziroma razumevanje oziroma zavest o odnosu do narave vzpostavlja, kajti ne glede na to, da se recimo razume, pač nekako smo dojeli, da plastika je slaba za vse nas in da je pač mikroplastika prisotna tudi v vodnih virih. Dostikrat pozabimo, da tudi vse to intenzivno kmetovanje, recimo industrijsko kmetovanje bi se temu reklo, kot je pač večje farme,
tako na kopenskem območjih, kjer pač se s pesticidi pa različna škropiva spirajo v vodne situacije, kakor tudi pač ogromne tega vodnega farminga, se to zelo vpliva na vodne organizme. Pri vodnih organizmih se dostikrat pozabi na to, da so recimo tudi v svoji spolnosti so dosti bolj fluidni, kakor recimo so kopenska bitja. Imajo neke svoje druge načine, na kak način bivajo in mi z našo prisotnostjo zelo močno spreminjamo tako kislost oziroma bazičnost vode, kakorkoli druge situacije in vplivamo tako na zvočno, kakor tudi na kemične situacije. Znotraj kabine kuriozitete sem se odločila nekako predstaviti žival z njeno odsotnostjo. To pomeni, nikjer ni samih živali, ampak so povsod samo dokumenti o njih. V smislu, tako so kakor znanstveni dokumenti oziroma risbe, kakor tudi recimo bris od človeške ribice, vonji od nje, ali pa recimo obe dve živali sta predstavljene s steklenimi objekti in ti stekleni kipi dejansko govorijo tako o tem transparenci, na kak način vidimo skozi žival, kakor tudi nagovarjajo zgodovinsko to tradicijo prikazovanja živali preko steklenih objektov, ki je bila zelo prisotna konec 19. stoletja. V kabinetu same človeške ribice je nabrano tako recimo čokolada, ker se jo pač prodaja in sem jo kupila, ker je pač neke vrste darilni suvenir postala, a ne. Tako je znamka, recimo prisotna je tudi kot emblem Slovenske vesoljske agencije, bila je na kovancih. Skratka, več teh levelov je plošča, ki je predstavljena, to znotraj tega je pa ta zvočna kompozicija, kjer sem hodila v planinsko jamo in smo z hidrofoni snemali podvodno okolje, kajti tam je pač človeške ribice, ki je pač njena največja gostota. Prešelotlo je tudi zgodba njegovega kabine kuriozitete je sestavljena tako iz obdobja Aztekov, ki so ga blazno častili in je bila ena pomembnejših živali znotraj njihovega razumevanja sveta in okolja, kakor tudi pač do tega, ki je prikazan skozi recimo zdravila ljudske medicine, ki sem jih kupila na Marketu Sonores v Mexico City, kakor tudi skozi tekstovni oziroma vizualne risbe znanstvenikov iz začetka stoletja, pa kakor tudi najnovejše raziskave. Znotraj kabineja tudi je predstavljenih nekaj knjig, stripov, recimo je tudi predstavljena knjiga od Cortázarja, argentinskega pisca, ki je napisal eno pomembnejših kratkih zgodb, kjer opisuje življenje axolotla in svoje srečanje z njim, in ko se je pač preko tega konstantnega srečevanja v Jardin des Plantes, kjer ga je hodil ogledovat v Parizu, se je na nek način začel prelavljati sam v to žival in je pač tudi začne govoriti o teh metamorfozah med transfikcijo med človekom in živaljo. Zadnje delo, ki je v galeriji, Ordonadur, je stroj, v katerem se pač vrtijo 4 različni vonji. In tale vonji in tale svet vonja je za človeško ribico zelo, zelo pomemben. Kajti v temi, kjer živi, se predvsem naslavlja na vonj in to je njeno glavno čutilno sredstvo. Skratka, če odvzamemo vonj, jo nekako kemično oslepimo. In znotraj tega projekta želim tudi govoriti o tem. Vonjave sva razvila skupaj z Markotom Žavbijem, ki je odličen v tem razvoju različnih organskih vonjev. 2 vonja sta zraščena oziroma vzpostavljena tako, da smo vzgojili mikroorganizme na agar-agarju, 2 vonja pa sta bila destilacije. Tako da imamo tudi 2 različna aspekta, destilacija zemlje in kamnin.
In pa na agar-agarju smo pa vzgojili bris od človeške ribice in pa brise od mikroorganizmov iz jamskega sveta, iz vode. In znotraj projekta nalašč vzpostavljamo prav ta odnos med vonjem te živali, na kak način mi to zaznamo, ampak tudi kaj bi pa pomenilo, če mi odvzamemo možnost vonjati v svojem prostoru, skratka v vodnih prostorih, zaradi tega kemičnega osnaževanja.